večer. Me veseli, da se vidimo ponovno na današnjem predavanju. Namesto uvoda, ki je ponavadi bolj dolgočasen, smo pa presenečenje pripravili. In sicer imamo tukaj zvonček želja. Ne? Če mi še malo pomagaš, mogoče. Zvonček želja. Tega pa podarjamo tebi, ker se imel rojsten dan. In to okroglo obetnico. Ne morajo vsi vedeti. Ja. In ta zvonček je, ko pozvoniš, ne, se ti izpolni želja. Ampak ker je zvonček majhen, se ti izpolni samo mala želja. Ampak kadar poznoviš, se pa izpolni. Ja, to je kot mizica pogrni se, a ne? Krasno. Če imaš pa kakšno veliko željo, moraš pa na otok. Tako, lepo. Ja, tako. Izvoli. Hvala lepa. Ja, tako je. Vsi postajamo zrelejši. Vsi smo na isti poti, eni ste prej štartali, eni kasneje. Ampak to ni mišljeno kot neka taka refleksija pa razmišljanje. Mi bomo danes nadaljevali z goriškimi grofi, torej tretje predavanje na to temo. Še enega bomo imeli, torej naše četrto predavanje v tem sklopu bo tudi še o goriških grofih, potem nas še pa dve predavanji o družini Spanheimov čakata, ki smo jih tu že omenjali. Mi smo se zadnjič ustavili pri tirolski veji Meinhardincev, torej pri grofu in potem tudi vojvodi Meinhardu, torej koroškemu vojvodi. Torej, če se spomnite, smo zadnjič povedali, s kom vse so se njegove hčerke poročale in ugotovili, da so seveda šle v nekatere najbolj pomembne plemiške družine nemškega prostora. To pa ne pomeni seveda, da se je ta dinastična zgodba končala. Namreč naslednja generacija, torej oba sinova Meinharda sta, torej tukaj vidite, Oton in pa Henrik, sta pravzaprav bila očetu enaka, kar se tiče teh idej o porokah. Jaz sem seveda že večkrat omenil, da so bili goriški v tem pogledu seveda zelo, zelo pametni, zelo dobri, pravzaprav vzgled potem Habsburžanom, ki vemo, da so svoj teritorij na ta način večali. Če jih primerjamo goriške z celjskimi, s katerimi smo se nedavno ukvarjali, potem bomo seveda lahko rekli, da so se goriški povzpeli prej in pravzaprav s svojimi povezavami segli tudi precej širše kot pa celjski, čeprav ne gre seveda zanemarjati slavne Barbare in pa malo manj slavne Ane celjske, ampak goriški so bili seveda zelo, zelo, bom rekel, dobri na tem področju in, kot boste videli, zelo široki. Poglejte, Henrik V. Šlezijski je bil tast Otona III. Torej, Oton III. Se poročil z šlezijsko princeso, nažalost nimamo kakšne upodobitve te gospe in seveda tisto, kar je ključno pri vsem skupaj je to, da Oton in ta šlezijska princesa nista imela potomcev, torej linija tu ne gre naprej. Torej, nista imela moških potomcev, tako moram reči. Imela sta pa hčerko, pravzaprav dve. In poglejte, ena od teh dveh je bila Elizabeta, tirolsko-goriška. Sicer jo v zgodovini najdete kot Elizabeto Koroško. Kot tako sem jo tudi jaz poznal. Pred letom in pol smo bili na Siciliji,
v Messini, v tamkajšnji stolnici in sem videl grob te Elizabete Koroške, mi pa niti na kraj pameti ni padlo, da je to seveda Elizabeta Goriško-Tirolska. Zdaj boste rekli, kaj je pa delala na Siciliji, to je pa res daleč, to je pa tako daleč, da bi si mi težko predstavljali, namreč gre za čist drug svet. Glejte, ta tirolska, goriško-tirolska Elizabeta se je poročila na Sicilijo, bila je sicilska kraljica, poročena je bila pa z Petrom Aragonskim, torej Špancem, ki je bil kralj Sicilije. Torej, to je v začetku 14. stoletja. To pa je neka povezava, ki je tako zelo eksotična, da seveda česa podobnega pravzaprav ne poznam. In z tega vidika morda ena najbolj zanimivih porok, ki so jih goriški grofje kadarkoli sklenili. Potem pa seveda ima ta Elizabeta še sestro, Ano, ki se je pa poročila z Rudolfom II. Palatinskim. Torej, Rudolf II., član te razvejane pfalške družine, torej to je veja Wittelsbachov, bavarskih vladarjev, je seveda izjemno zanimiv, namreč njuni potomci, Ana in pa Rudolf imata nekaj potomcev, ki potem to goriško kri razširijo praktično po vsem nemškem prostoru. In tu bi zdaj lahko šli v neskončno naštevanje, kdo vse je seveda po tej liniji dobil goriško kri. Torej, še ena taka resno zanimiva poroka. Zdaj, seveda, če govorimo o samem Otonu tretjemu, potem moramo reči, da je prekratek čas seveda imel neko pomembno vlogo, hitro je umrl in zelo veliko prostora pustil svojemu bratu, torej Henriku Tirolsko-Goriškemu, ki ga tukaj vidite upodobljenega na freski na gradu Ambras, to je v Innsbrucku. Tam imate eno krasno dvorano, tako imenovano špansko dvorano, v kateri so portreti vseh tirolskih grofov, tudi seveda Henrika, ki pa je bil mnogo več kot samo tirolski grof. Namreč, kar vidite na njegovi glavi, je prava kraljeva krona. Torej, Henrik Tirolsko-Goriški je bil nekaj let celo kralj. In to je nekaj, kar seveda je izjemno pomembno, ker če mi preverjamo to dejstvo z tem, kar imamo sicer od drugih družin, ki so recimo pogojno rečeno naše, potem nihče ni prišel tako visoko. Torej v moški liniji. Torej, noben od Celjanov ni bil kralj, tudi noben od recimo Ptujskih, pa Španhajmov, pa Auerspergov, pa Atemsov, pa vsega tega, kar je bilo pri nas plemstvo, ni ga bilo tako malo, čeprav v glavnem, to smo že večkrat rekli, uvoženega. Torej, na vrhu vsega tega je ravno Henrik Goriško-Tirolski oziroma Tirolsko-Goriški. Poglejte, povezave tega Henrika so bile seveda izjemno zanimive. Mi moramo malo osvetliti ta čas. Torej, mi smo v recimo prvi tretjini 14. stoletja. To je čas, ko v Evropi vlada en grozen nered. Kaj se vse takega zgodi? Samo na dve stvari bom opomnil. Prvič, v tem času se papeži izselijo v Avignon. Pomeni, Italija je tako rekoč brez neke glave. Na drugi strani imamo pa sila veliko kandidatov za
cesarski prestol. Habsburžani se šele uveljavljajo, ne, spomnimo se Rudolfa, potem njegovega sina Alberta, ki v tej zgodbi seveda igra pomembno vlogo, in pa seveda imamo tukaj tudi seveda Wittelsbache z Ludvikom, pa prihajajo po malem že Luksemburžani, torej ena velika zmeda je, ogromno je kandidatov za cesarja, pa proti cesarja, in seveda dokler Luksemburžani vse skupaj ne spravijo pod svojo streho in potem za njimi seveda Habsburžani, je cesarski prestol tako, bomo rekel, skoraj na vsakih par leta, ne, dobi novega tistega, ki se usede nanj, in tudi Ludvik, ne, je med njimi. Torej, Ludvik in pa seveda Henrik sta bila zaveznika. Po določenih linijah sta bila tudi v sorodu, in to je seveda bilo zelo pomembno, ker je Ludvik potem enkrat sedel tudi na cesarski prestol. Njuno zavezništvo je bilo zanimivo, ker je segalo precej daleč iz tega prostora. Tukaj imate slovito nemško mesto Heidelberg, ne, sedež Pfalca, torej volilne kneževine Pfalc, in gledajte, tu na tem gradu, kolikor ga je zdaj ostalo, ga pač vidite, je kot soproga Rudolfa II., torej pfalškega grofa, živela, smo prej videli, Ana, ne, torej Ana Goriška. Zdaj pa seveda njen stric, ne, torej pač Otonov brat, Henrik, leta 1301, skupaj z Ludvikom Bavarskim oblega Heidelberg. To je šlo za neko notranjo družinsko zgodbo, torej govorim seveda o Wittelsbachih, ne o Goriških, ampak je seveda zanimivo, torej Ludvik Bavarski je seveda smatral, da je njegov bližnji sorodnik in že bližji sorodnik te Ane, Pfalške zdaj, primeren zaveznik v tem boju. Ne. In dejansko sta Ludvik in pa Henrik tukaj dosegla zmagoslavje, torej sta premagala Pfalške, ki so morali v zameno za določena posestva odstopiti. Torej, če pomislite, kje je Heidelberg, ne, torej sredi Nemčije, je potem seveda zanimivo, kako daleč je vpliv goriških segal. Torej, mi smo res tam v Porenju, torej ob reki Nekar, ne, leži Heidelberg, ampak ta reka se 10 km naprej v Ren zliva. Torej, imamo opraviti z seveda prostorom, ki je recimo od Tirolske ali pa, če hočete, Koroške ali pa Krajinske in Goriške, seveda, da ne pozabimo na njo, oddaljen, ja, zelo veliko, a ne, še seveda posebej tedaj, ko so bile propetnice bolj slabe. Glejte, zanimivo je, a ne, še to, da se je Henrik povezal z češko vladarsko hišo, torej to so bili takrat Přemyslavi, Václav III. Je bil Henrikov tast. Torej Henrik se je poročil z češko princeso, torej z članico češke kraljeve družine in seveda s tem postal še bolj pomemben v državni politiki, torej, ko rečem državni politiki, seveda mislim na državo Svetorimsko cesarstvo. Leta 1306 je kralj Václav III. Umrl. In kaj se zgodi zdaj? Henrik, a ne, postane kralj Češke. Zdaj, to je bil dogodek, ki sicer ima omejen rok trajanja, ne, vidite, od 1306 do 1310, in seveda lahko rečemo, to je bil zvezdniški trenutek goriških. Zakaj? Poglejte, znotraj Svetorimskega cesarstva, ne, te ogromne države, ki je obsegala Nemčijo, ki se je začela zgoraj na Danskem in končala nekje sredi Italije,
je seveda bilo nešteto grofov, knezov, vojvod in tako naprej, ampak en sam kralj. Ja, ste oganili, kralj Češke. V tem svetu, kjer je seveda rang pomenil vse, je bil kralj Češke najvišji takoj za cesarjem, seveda. In na ta položaj seveda pride zdaj Henrik Tirolsko-Goriški. Lahko si mislite, da je to bilo zelo, zelo pomembno zanj, da se je seveda počutil zdaj nekje na vrhuncu, kar je tudi bil, je pa to zelo, zelo zapletlo odnose med njim in pa seveda njegovimi dotedanjimi zavezniki. Na eni strani seveda Wittelsbachi in na drugi strani seveda Habsburžani, ki so si oboji želeli to krono. Habsburžani sploh in na koncu so seveda Habsburžani v tej bitki tudi zmagali, ampak precej kasneje. Torej, vse je kazalo, da bo Henrik s tem svojim novim položajem lahko ustvaril eno ogromno državo. Vi si morate zdaj predstavljati, Henrikove ambicije so naenkrat zrastle. On je imel posesti, ki so obsegale Tirolsko, današnjo Koroško kompletno, potem seveda Krajinsko, njegova žlahta obvladuje Goriško, in seveda to je recimo južni rob Svetega rimskega cesarstva. Če pa seveda pomislimo na dežele češke krone, je seveda bila Avstrija, ki so je takrat bolj ali manj seveda vladali že Habsburžani v enem takem fajn sendviču. Mi bi rekli med kladivom in nakovalom. In same ideje, da bi ves ta prostor združili pod Henrikovo vlado, so bile seveda zelo hitro na mizi. In Henrik je bil prepričan, da je to nekaj, kar je njegova usoda. Nažalost je ta hiter vzpon Goriških združil nasprotnike. Namreč Habsburžani in Wittelsbachi, ki so se takrat in še mnogo kasneje borili za prevlado v nemški državi, so tukaj strnili vrste. In v tem smislu seveda ni bilo pravzaprav nikogar, ki bi bil Henriku pripravljen pomagati. Še posebej zato, ker je na obzorju vzhajala zdaj že nova zvezda, to so bili Luksemburžani, ki so seveda se tu držali na stran, predvsem seveda v tem smislu, naj se ti tri med sabo skregajo, stepejo, potem bomo pa mi seveda pobrali češko krono in to se je tudi zgodilo. Sicer ne takoj, ampak vendarle v eni bližnji prihodnosti. Torej, Albrecht je seveda bil tisti, ki je tu pravzaprav prvi potegnil kratko, tole Albrecht Habsburški je bil umorjen. Bil je bližnji sorodnik Henrika, namreč Henrik je bil brat Albrechtove žene, to smo zadnjič omenjali, je pa seveda Albrecht kot vladar bil vse prej kot pa, bomo rekli, prijazen človek in zaradi tega so ga tudi umorili. S tem je seveda naenkrat za Goriške, Tirolsko-Goriške, napočil tako rekoč trenutek, ko so že videli, kako bodo še Avstrijo okupirali. Ampak tu seveda se zdaj zgodi preobrat, torej Albrechtov sin, to je bil Friderik I. Habsburški, je tu naredil konec. Torej je uspel ne samo obraniti se, pač pa tudi seveda Henrika pregnati z češkega prestola. Zdaj, ko je bil Henrik vržen z prestola, se je želel seveda na nek način, bomo rekli,
okrepiti doma. Torej na Koroškem, na Tirolskem in to seveda na račun cerkvenih posesti. Tukaj lahko vidite slovito stolnico v Bambergu. Veste, da je bamberška škofija imela številne posesti, tako na Krajnskem kot na Koroškem. In tu se zdaj seveda vname spopad. Spet imamo na eni strani Tirolsko-Goriške, na drugi strani Habsburžane in pa tudi Wittelsbache, ki pridno pridejo zraven. V teh spopadih se Henrik popolnoma seveda osmeši, torej očitno ni bil neki odličen vojskovodja in je seveda izgubil celotno vojno in nič od teh posesti ne pripade njemu. In tukaj lahko rečemo, se že nekako začrta propad te tirolske linije goriških grofov. Kmalu zatem se seveda njegovo ozemlje znatno zmanjša. Namreč tako imenovana Savinjska marka je pripadla Habsburžanom. Poglejte, Habsburžani so v tem času že vladali Štajerske, to je to območje, medtem ko je Krajinski in pa Koroški vladal Henrik Tirolsko-Goriški. In Habsburžani so se seveda odločili, da bodo njegovo ozemlje, kar se da jasno, skrčili. In v ta namen so mu odvzeli, kot vidimo, Savinjsko marko, kar je seveda zelo pomembna zadeva. Zakaj? Glejte, do tega trenutka, torej tu smo zdaj tam okrog 1320, je Savinjska marka pripadala Krajinski. Torej Celje, recimo, plus seveda Savinjska dolina in še marsikaj drugega. Lahko vidite, tukaj imamo reko Savinjo, tukaj je Drava, tako da si malo predstavljate vse skupaj. Vse to je seveda bilo do takrat Krajinsko, zdaj pa pripade Štajerski in že še danes slovenski del Štajerske. Torej ta poraz goriških je seveda bil usoden, če hočete, za to pokrajinsko razdelitev Slovenije. Torej, Krajinska je bila včasih mnogo večja in je segala tja tudi do Maribora. Vem, da Štajerci bi zdaj začeli glasno protestirati, ampak tako kaže ta zemljevid, jaz samo tolmačim dejstva. Torej, vse skupaj je bilo zelo nerodno za seveda tirolsko-goriškega grofa, ki je s tem seveda še korak nazaj stopil. Torej, Henrik je bil vedno bolj osamljen, vedno bolj so ga stiskali Habsburžani in seveda v tem pogledu je dejansko imel ogromno težav. Še več težav je pa seveda imel zaradi tega, ker ni imel pravih naslednikov, torej bolj hčerke kot sinove, in to je seveda bilo nekaj, kar so tako Habsburžani kot Wittelsbachi komaj čakali, da potem umre Henrik. Torej, tukaj vidite njegov nagrobnik v Opatiji Štams in seveda tisto, kar je zanimivo, torej vidimo Henrik, potem pa vojvoda in pa Bohemije Rex, torej češki kralj Češke. Torej, ne glede na to, da je bil odstavljen, da je v tem času, mislim, da je Janez Luksemburški sedel na češkem prestolu, je seveda ta naziv še ostal. In to je seveda, kot sem že rekel, najvišje, kamor so prispeli goriški. Poglejte, Henrik je
v bistvu moral zapustiti svoje celotno ozemlje, torej Kranjsko, Koroško in Tirolsko hčerki, Margareti, ki je pravzaprav bila zadnja izmed Meinhardincev na seveda Tirolskem in pa na tem območju Kranjske in pa Koroške. Kot sami lahko vidite, je gospa tukaj upodobljena z kar 3 grbi, tirolskim, koroškim in pa bavarskim. Torej, zakaj je tu šlo? Henrik si je pred svojo smrtjo skušal pridobiti pač neko obljubo cesarja, da bo lahko njegova hči tista, ki bo dedovala to ozemlje. Pa seveda ta obljube so bile, ampak nič ni bilo zapisanega in seveda takoj, ko je Henrik umrl, je Margareta morala izkusiti, kaj pravzaprav te obljube pomenijo. V bistvu seveda so pomenile bore malo, Margareta je v kratkem času izgubila večino svojih posesti. Bila pa je poročena z bavarskim princem, kar je seveda dajalo neko upanje, da bodo vsaj Wittelsbachi stali na njeni strani. Torej, zanimivo je, da je ta njena prva poroka kmalu bila zaključena, torej njen mož je umrl in zdaj se je poročila z Janezom Luksemburškim. Torej, to ni bil češki kralj, pač pa njegov izvenzakonski sin, ki je bil v tistem času razglašen za mejnega grofa Moravskega. In tale grb, ki ga seveda vidimo, je na eni strani moravski, na drugi pa luksemburški. In z tem se je Margareta poročila v upanju, da bo seveda luksemburška dinastija, ki je bila tedaj v vzponu, ji pomagala. Pa se to ni zgodilo. Kaj to pomeni? Margareti v kratkem času ostanejo samo njene tirolske posesti. To je bilo seveda zelo žalostno za njo in seveda njen mož pa tudi na nek način ni izpolnil svojih dolžnosti, ne mislim v tem zakonskem miljeju, pač pa seveda politično. On naj bi varoval njene posesti, pa to ni. V bistvu je bil zelo nagnjen k pijači in še kakim drugim pregreham, kar Margarete seveda ne ravno navduši. In Margareta je nekaj časa vztrajala v tem zakonu, potem je pa seveda tirolsko plemstvo, ki jo je imelo zelo rado, ki jo pač Meinhardince zelo spoštovalo, pravzaprav ji dalo nek namig, da če se bo moža znebila, da ne bodo imeli nič proti. In Margareta seveda s tem, če hočete, podprta, ni umorila svojega soproga. Konec koncev je bil preveč pomemben, iz preveč pomembne družine, pač pa ga je nagnala. Dobesedno ga je vrgla ven iz gradu Tirol in za njem poslala tolpo oborožencev, ki je imela eno samo nalogo. Torej, tega Janeza Luksemburškega gnati tako daleč, da bo zapustil njena ozemlja. In Janez je bil tako prestrašen, da je seveda bežal v Oglej. Torej, oglejski patriarh mu je dal zatočišče in s tem je seveda bilo zakona konec. Margareta je zdaj
samostojno vladala svoji deželi, torej Tirolski, zelo uspešno, tako in drugače skušala povrniti posesti, ki jih je nekoč imela, ki jih je podedovala od očeta, ampak to ji ni uspelo. Torej novi vladarji Koroške, Krajinske, Habsburžani, so seveda bili premočni, da bi Margareta seveda to lahko dosegla. Je pa seveda še kar nekaj časa ohranila Tirolsko, kar je bilo seveda en tak unikum. Namreč vi morate nekaj vedeti. V nemškem cesarstvu je vladalo tako imenovano salijsko pravo, pravo salijskih Frankov, ki je izključevalo žensko dedovanje. In če mi gledamo recimo znotraj cesarstva v celi zgodovini, mislim, da poleg Margarete samo še Marija Terezija, ki je uspela določena ozemlja, ne pa vsa, dedovati po svojem očetu. Pa še to se je bilo treba boriti, to vemo, o tem smo se pogovarjali. Torej, Margareta je na stara leta seveda morala podpisati dokument, s katerim je Tirolsko prepustila Habsburžanom. Ni se imelo smisla upirati, namreč Margareta ni imela potomcev in seveda Habsburžani so zelo pritiskali na njo in zaradi tega je Margareta leta 1363 podpisala sporazum in dobila v zameno zelo visoko vsoto denarja in pa seveda neko zavest, da je storila, kar je mogla za Tirolsko in posledično seveda pač na nek način omogočila, da se to dedovanje, ki bi se itak zgodilo brez prilivanja krvi. Margareta je zadnja leta svojega življenja preživela na Dunaju in po njej, Dunajčani so imeli sila radi, se imenuje eden od notranjih dunajskih okrajev, to je Margareten. Tule vidite grb tega tega okrožja, mislim, da je to 5. okrožje ali pa 6., eno od teh dveh. In Margareta je bila izredno cenjena, spoštovana, ljudje so imeli izredno radi in ta njena zadnja leta so bila pravzaprav polna nekih počastitev, konec koncev tudi to, da so del mesta po njej poimenovali, seveda ni bilo kar tako. To je sicer bil del mesta, ki je bil tedaj in še dolgo naprej izven obzidja, danes je pa to območje, če se malo orientiramo po Dunaju, tam okrog seveda Rečice, Dunaj, Marija Hilferstraße, ta del, da si malo predstavljate, tam, ko ponavadi not na Dunaj se pripeljamo. Torej, Margareta je umrla leta 69 na Dunaju in so jo pokopali v minoritski cerkvi, eni najpomembnejših cerkva v mestu in je še danes tam pokopana. Z njo so seveda tirolski manjhardinci izumrli. Linija, ki smo jo mi imenovali Tirolsko-Goriška, je izumrla. Povzpela se je znatno višje kot mlajša linija, ki je vezana na naš prostor, ampak seveda na drugi strani izumrla znatno prej. Torej, bratranci, da tako rečem, žlahta, ki vlada na Goriškem, seveda Margareto preživi še za celih 131 let, torej do okroglo leta 1500. Torej, mi se bomo zdaj seveda vrnili nazaj v zgodovino k goriškim manjhardincem oziroma k Albertu II.
goriško-tirolskemu. Kot vidite, za svoj čas zelo dolgo živi, 64 let, in je bil seveda, lahko rečemo, tisti pravi začetnik goriških manjhardincev. Poglejte, njegova mladost je podobno kot pa mladost njegovega starejšega brata, torej kasnejšega tirolskega grofa, bila seveda vezana na ujetništvo. Na gradu Hohenwerfen, na poti gor proti Salzburgu, sta ta mlada dva goriška princa, če jih lahko tako imenujemo, živela v ujetništvu, ki seveda ni bilo tako strašno, to je treba povedati, bila sta vendarle plemenite krvi in prav nihče si ni želel, da bi se jima kaj zgodilo, posledice bi bile prehude. Namreč, če so v tistem času otroke vzeli kot talce, so za njih zelo lepo skrbeli, ker če bi seveda ti otroci v ujetništvu umrli, potem bi seveda po vsej Evropi to odmevalo. Zaradi tega seveda Albrecht ni imel tako hudega otroštva, kot bi morda človek pomislil. Poglejte, Albrecht je se potem, ko sta se z bratom pač iz tega ujetništva rešila oziroma so ju spustili, kar nekaj časa pravzaprav potreboval, da se zmenita brata, kdo bo kaj seveda dedoval. Torej, ta delitev na tirolsko in pa na goriško linijo je bila seveda zelo, zelo mučen posel. Oba sta na nek način vedela, da je tirolska pomembnejša, ker je na njo bil vezan tudi položaj vojvode Koroške, in jasno je, da je v tej situaciji seveda starejši brat več potegnil. Ampak tudi mlajši brat seveda se ni dal in recimo določene posesti, ki jih danes seveda označujemo kot vzhodna Tirolska, recimo ali pa južna Tirolska tudi, torej Pustriška dolina, območje okrog Lienca, to pripade Albrechtu. Torej, del tirolske dediščine vendarle pripada tudi mlajšemu sinu. Poglejte, v tem obdobju pa imamo še eno zelo zanimivo zgodbo. Namreč na prestol oglejskega patriarhata se zavihtijo člani družine, ki jo dotedaj nismo poznali v teh krajih oziroma je sploh niso poznali. Gre za družino de la Torre. Kot lahko vidite na sarkofagu, Torre pomeni stolp. Zdaj, ta družina nas doslej seveda ni zanimala in tudi v tej zgodbi o goriških igra pravzaprav zelo, tako bomo rekli, stransko zgodbo. To je družina, ki je prišla v Furlanijo iz daljnega Milana. Torej, njihov rodovnik je hudo star, torej menda sega tja do svetega Ambroža, torej nekje do 4. 5. stoletja, torej mnogo dlje nazaj kot pa rodovnik večine evropskih plemiških družin, in seveda ta družina de la Torre, torej stolp, se je seveda začela vzpenjati ravno po tej, bomo rekli, cerkveni liniji, torej za povrstjo je bilo nekaj patriarhov, ki so iz te družine izhajali. Recimo tukaj vidimo ta nagrobnik in kaj je pravzaprav tu tako zelo pomembnega. Glejte,
mislim, da so še 3 patriarhi iz te družine bili. Ta družina se tu uveljavi. Pozneje, seveda, precej pozneje, to ni del naše zgodbe, ampak boste kmalu razumeli, zakaj to govorim. Pozneje ta družina zapusti, ne čisto, ampak v večini, zapusti ta prostor Furlanije in se priseli v Innsbruck, kjer so stolovali Habsburžani. In preko sodelovanja s Habsburžanov so se povzpeli. Niso več obdržali starega italijanskega priimka, pač pa so se ponemčili. Postali so Turni. In seveda od tod naprej je šlo samo še navzgor. Postanejo Turn und Taxis und Valsasina, to je njihov celotni priimek, postanejo knezi Svetega rimskega cesarstva in najbogatejša nevladarska družina v Evropi, potem ko so Fugari izgubili svoje premoženje. In veste, seveda, danes imamo te Turne, Turn und Taxis und Valsasina v 3 vejah. Ena je v Regensburgu, bajno bogata, precej manj bogata je njihova ravno tako knežja družina, ki živi na gradu Devin, torej lučaj stran od slovenske meje. In pa imamo 3. vejo, bilo jih je več, ampak te 3 so preživele, grofovsko, Turn und Valsasina, ki pa veste, da je med drugim vladala v Radovljici in seveda tudi marsikje na Koroškem in pa tudi seveda drugje po Avstriji. Torej vse te 3 linije, 2 knežji in pa seveda ta grofovska, ki je za nas Slovence zanimiva, tako za vas tu na Gorenjskem, kot recimo zame na Ravnah, na Koroškem so tudi Turni vladali do konca druge svetovne vojne. Torej gre seveda za družino, ki je prišla v te kraje ravno v času, ko so se Goriški ločili na obe liniji. In treba je seveda povedati, da so ti patriarhi takrat iz družine Turn ali pa Tore, tako so se takrat imenovali, seveda skusili to sosedstvo. Namreč Goriški so hitro seveda uspeli se na novo na noge postaviti, zdaj, ko je bila dediščina razdeljena, in v tem obdobju, zdaj smo v 14. stoletju, so zasedli mnoge posesti patriarha ali jih pa kako drugače spravili pod svoj vpliv. Recimo v tem pogledu je Albrecht II. Zasedel mesto Krmina, vidimo leta 1274 se je to zgodilo. Torej, Oglejski patriarhat propada. Nažalost, torej z vidika Goriških, niso bili oni tisti, ki so največ od tega dobili, pač pa so to bile, mi bomo rekli, velesile. Ne Habsburžani, čeprav tudi, ampak predvsem, to nas čaka naslednjič, Benetke. Torej, propadanje patriarhata v nekem fevdalnem smislu, ne seveda duhovnem, je vodilo sicer za kratek čas, ampak seveda ne tako zelo, bom rekel, daleč v prihodnost k okrepitvi goriških grofov, zdaj jih lahko mirno tako imenujemo, in videli bomo seveda, da tudi ti doživijo svoje zvezdniško obdobje, ko se njihova oblast razširi zelo daleč v Italijo. Glejte, spet smo pri Otokarju II., Přemyslavu, torej češkemu kralju, ki je, kot vemo, bil velik nasprotnik Habsburžanov. Vemo, da tudi
goriških, tako teh, ki so bili na Tirolskem, kot teh, ki so vladali v Gorici. Tukaj lahko vidite, kaj vse je ta gospod zasedel, torej Krajinska, Slovenska marka, Furlanija, potem seveda Koroška. Torej, tirolski Goričani so zgubili Koroško in Furlanija, torej celotno območje patriarhata, ter seveda z njimi tudi goriške posesti, za nekaj časa seveda pride pod oblast tega mogočnega češkega kralja. Če se malo pošalimo, to je bilo edinkrat v zgodovini, da so Čehi imeli morje. Lahko vidite, Tržaški zaliv je bil njihov. Ampak ne za dolgo. Namreč na Maršfeldu so seveda vojske češkega kralja trčile z vojskami, ki so podpirali Rudolfa Habsburškega. Lahko si mislite, da so Goričani obeh linij stali tukaj skupaj z Habsburžani in Čehe premagali. Torej, češki kralj je tu umrl in seveda njegova velika država se je sesula. Smo rekli, njegova vnukinja se poroči celo z našim prej omenjenim Henrikom Tirolskim, ampak tudi za goriške grofe je ta zmaga Čehi bila več kot pa dobra. Torej, to zmago je pravzaprav unovčil tale gospod. Henrik II. Goriško-Tirolski, bomo rekli najuspešnejši med goriškimi grofi. Poglejte, že kot mladenič, torej še v času, ko je živel njegov oče, je imel službo v Trstu. Bil je tržaški župan. Torej, Trst v tistem času ni bil ne pod kontrolo Goričanov, niti ne pod kontrolo patriarha, pač pa seveda je bil mesto v lasti cesarstva in med zaslugami, ki so bile zdaj pripisane Goričanom za to zmago Rudolfa Habsburškega, je bilo tudi seveda to, da je bil mladi Henrik imenovan za tržaškega župana. Torej, ne bomo rekli ravno nekaj zelo, zelo pomembnega, ampak vendarle neka nagrada je bila. In Henrik je seveda to izkoristil za to, da se je malo naučil vladati. V tem času je njegova posest obsegala približno to, kar vidimo tukaj. Torej, leta 1293 je Henrik II. Vladal torej tej osrednji grofiji, lahko rečemo, po Sočju, potem preko Krasa v Pazinsko grofijo, potem imamo tule to slovensko marko z centrom v Metliki in pa potem posest tukaj v Furlaniji. Ne smemo pa pozabiti, še tule gor naprej, to so ozemlja v Pustriški dolini, pa Lijenca, torej današnja vzhodna Tirolska. Lahko vidite, da ozemlje ni bilo enotno, ni pa bilo tako zelo majhno. In iz tega ven seveda lahko zasledimo, da je bil Henrik človek, ki je imel neko solidno podlago, ki jo je, kot boste videli, zelo dobro izkoristil. Poglejte, njegova politika do patriarhata je bila tako hladno topla. Na trenutke je bil zaveznik patriarha, na trenutke seveda je bil njegov nasprotnik. Tukaj, na tem prostoru, recimo te furlanske nižine, imamo nek boj za prevlado, v katerem sodeluje več strank. Torej, patriarh in seveda hkrati furlanski grof je na eni strani. Zdaj, Goričani so v tem odnosu tako delno, seveda so
patriarhu pokorni za določena ozemlja, delno seveda so samostojni. Potem pa imamo še en kup teh samostojnih, bomo rekli, komun, mi lahko rečemo tudi mestnih državic, a ne v zelo italijanskem stilu, kot je recimo Pordenone, pa kot je recimo Treviso in seveda ne smemo pozabiti na Beneško republiko. Torej, vsi ti tukaj zdaj na tej furlanski nižini pravzaprav igrajo svojo lastno igro. Se ukvarjajo, bom rekel, s tem, da bi postali vodilna sila. In Henrik je bil hudo oportun politik, kar je seveda v bistvu pomenilo to, da ima seveda njegova politika to značilnost, da je bil enkrat na eni strani, enkrat na drugi strani. Torej, zelo pogosto je bil na tem, da zamenja stran v spopadih, pač tisto, kar mu je koristilo, tisto je bilo dobro. In oglejski patriarhi nikoli niso vedeli, ali bo njihov zaveznik ali prijatelj, ker je pač seveda gledal izključno na svoje lastne interese. Poglejte, v tem pogledu je zelo zanimivo dogajanje okoli mesta Treviso. Torej, Treviso je bil samostojna komuna z, če hočete, nekim vladarjem, ki ni bil kronan, ki ni imel plemiškega naziva, bil je ene vrste tiran, bomo rekli. Ampak s tem, ko rečem tiran, ne mislim, da je bil slab ta vladar, pač pa je bil seveda, je na oblast prišel po nelegalni poti in jo seveda skušal tudi obdržati. In taki ljudje so seveda še kako zelo iskali zaveznike drugje. Torej, na čelu Trevisa v začetku 14. stoletja je bil tale gospod, Gerardo da Camino. In Henrik Goriški se mu je zdel zelo primeren za poroko z njegovo hčerko. Prvič, zakaj? Henrik je bil sorazmerno daleč proč. Recimo od Gorice do Trevisa v ravni črti bi kakih 100 kilometrov bilo. Oba, tako Henrika kot seveda tudi Gerarda, je ogrožal beneški vpliv in pa na drugi strani oba dva sta bila mejaša oglejskega patriarhata. In tast in pa seveda zet sta se kmalu sporazumela, da bosta seveda si razdelila ozemlje oglejskega patriarhata. Torej, Gerardo bo pritiskal z zahoda, Henrik pa z vzhoda. Henriku je bila ta ideja sila všeč. Zakaj? Ker Gerardo ni imel moških potomcev. Torej, njegova hči, s katero se je Henrik poročil, je bila dedinja. Torej, treba je bilo seveda reči, da je Henrik Goriški se nekako že videl kot vladar Trevisa, kar se je kasneje tudi zgodilo, celo z cesarjevim žegnom. Ampak tukaj imamo še seveda eno pomembnejšo figuro. To je pa Can Grande della Scala. Tisti, ki ne znate italijansko, ime Can Grande pomeni veliki pes. Della Scala pomeni pa lesto, ima tudi lesto na prsih. To je bila vladarska družina iz Verone, ki je imela res hudo čudna imena. Poleg Can Grandeja boste našli še Can Signora, torej gospoda psa in tako naprej. Torej, ta gospod je seveda zdaj stopil v to zgodbo in podprl seveda Treviso, še bolj pa goriškega grofa. Zakaj? Namreč Can Grande si je želel pridobiti vpliv v pokrajini,
kamor so seveda svoje prste stegovali tudi Benečani. In videl je, ne, da povezava z Gorico, ki je bila sicer daleč, ne, od Gorice do Verone je pa res daleč, in pa seveda s Trevizom, bi to seveda lahko vodilo, ne, v nekaj koristnega za vse. Torej, Cangrande bi se razširil bliže proti morju, ona dva, ne, pa bi vmes mirno pospravila ozemlje patriarhata iz Ogleja in ta seveda načrt je dejansko, ne, kazal, da se bo tudi uresničil. Poglejte, Friderik Habsburški je bil tisti, ki je seveda zdaj posegel v to dogajanje. Nekaj moramo vedeti, ne? Čeprav je to ozemlje danes del Italije, je v tem času, torej v 14. stoletju, seveda pripadalo Svetemu rimskemu cesarstvu. In čeprav cesar, ne, de facto ni imel nobenega vpliva na tem območju, de jure sicer ja, je vendarle, ne, bil tisti, ki je formalno pač potrjeval ali pa celo podeljeval fevde. In seveda cesarjevo privolenje v take načrte je bilo pomembno. Zdaj Friderik, prvi Habsburški, je seveda bil tisti, ne, človek, ki je Henrikovi sorodnici, torej Margareti, ne, Tirolski, odvzel Krajinsko in Koroško. To pomeni, da je bil seveda zdaj mejaš goriške grofije. Je pa seveda Friderik Habsburški bil v boju za cesarski prestol. To je čas, ko seveda se za cesarski prestol borijo tudi Wittelsbachi, pa potem Luksemburžani in v tej zgodbi je rabil zaveznike. Izgledalo je, ne, da je Henrik II. Goriški kar primeren zaveznik, skupaj z svojimi prijatelji, bi lahko, ne, varoval mejo pač cesarstva na jugozahodu. In to je bilo nekaj, ne, kar seveda je Habsburžana nagovorilo k temu, da se je povezal z trojico, še posebej seveda z Henrikom. Zdaj, zakaj s Henrikom posebej? Glejte, razloga sta dva. Henrik je bil seveda goriški grof in že njegov oče je bil zaveznik Habsburžanov. Po drugi strani pa seveda, glejte, Henrik je bil plemič. Henrik je bil seveda potomec zelo starih plemiških rodbin, omenjali smo na začetku Aribonce, gospoda, ne, iz Treviza in pa seveda iz Verone, pa nista bila plemiča. Bila sta sicer vladarja, ampak sta na prestol prišla na silo. Torej, nista imela plemiških nazivov, jih nikoli nista dobila, ne, in seveda v tem smislu je Friderik veliko bolj zaupal plemiču Henriku, kot pa tema dvema, ne, rečemo, Italijanoma. Ne. To je vsekakor zelo pomembno. Poglejte, da je Friderik bil seveda zelo cenjen zaveznik, se pokaže leta 1311. Namreč Friderik je rekel, ne, Henriku, nekoč si bil župan, ne, tega mesta, zdaj pa te imenujem za podesta. Torej v italijanskih mestih je podesta bil tako kot, bomo rekli, glavni, ne. Torej imel je vrhovno oblast in seveda, ker je bil Trst cesarski fevd, je seveda dolžnost ali pa, če hočete, pravica cesarja bila tista, torej cesarjeva pravica, da je imenoval podesta. In tako je seveda goriški grof dobil oblast nad tem mestom. To je zelo pomembno. Zaledje Trsta je bilo goriško, gor na Krasu, potem tudi Vipavska dolina. Torej Goričani so imeli precej ozemlja, saj smo videli, znotraj
Istre, znotraj Krasa, tudi v seveda zaledju Ogleja, so pa seveda bili brez enega resnega pristanišča. Trst je seveda v tem primeru bil še kako zelo zanimiv in seveda, če bi se to vladanja po cesarjevi milosti nad Trstom nadaljevalo, bi seveda lahko za Gorico Trst bil zelo pomemben oziroma ključen, lahko bi seveda celo pomagal Goričanom, da bi se še bolj povzpeli. Treba je pa vedeti seveda, da Friderik Habsburški ima tu tudi svoje lastne cilje. Trst je bil daleč od njega, daleč od Dunaja. In na tem območju, zdaj smo v severni Italiji, recimo na severu Jadranskega morja, je en velik problem za cesarstvo. Temu problemu se reče Benetke. Namreč Benetke so imele skoraj vsa pristanišča, Koper, Izola, pa dol do Pule, pa potem sedan tudi na italijanski strani. In Trst je bil pravzaprav edini, ki je bil cesarski. In zato je upravo nad Trstom cesar zaupal Goriškim, kot je seveda računal, da je Henrik velik človek v smislu, da je sposoben vladar in da ne bo nikoli se povezal z Benetkami. In tako se je tudi zgodilo. Torej, Goričani zelo dobro vladajo Trstu v korist cesarja in svojo lastno korist. Pri tem, da tudi to drugo vladanje Henrika nad Trstom ni bilo ravno ne vem kako dolgo, pa ne, da bi ga kdo odstavil, pač pa je sorazmerno hitro umrl. Poglejte, leta 1319 je Henrikov tast umrl in zdaj je Henrik seveda ponovno nagrajen. Torej, cesar ga imenuje za upravnika tega mesta. Za Henrika je bilo to super, ker je dobil vlado, ki bi jo itak, zaradi tega, ker je bil z hčerko prejšnjega vladarja poročen, ampak, in to je ključno, zdaj je bil seveda požegnan strani cesarja. Cesar je rekel, ti si to podedoval, ampak jaz ti dajem pa tudi pravico, da to območje dejansko po pravu nadzoruješ, mu vladaš. In gledajte, kaj je zdaj to pomenilo za Henrika? Henrik je bil presrečen. Zdaj je imel seveda svoje posesti v Furlaniji in je imel Trevizo. Benečani niso bili najbolj zadovoljni, ampak so rekli, ok, pač tako je, konec koncev dolgo Trevizo ne bo mogel vladati, ker je seveda tako velika razdalja. Ampak nihče ni računal, da bo Henrik seveda zdaj lepo oborožil svojo vojsko in brez posebnih težav v nekaterih bitkah premagal oglejskega patriarha, torej svojega formalnega gospoda. Kam je to pripeljalo? To je pripeljalo do tega, da se je goriška posest tam okrog 1320. razširila vse do Treviza. To pa je ogromna posest. Torej, Henrik je s tem naenkrat si pridobil posest, ki je bila večja od tega, kar je imel prej skupaj. Če bi vse druge posesti sešteli skupaj, bi ne bile niti približno tako velike. Predvsem pa imamo tukaj še eno zanimivost, namreč s tem, ko je Henrik prišel do Treviza, še vsega skupaj ni bilo konec. Henrik se je seveda z pogledom usmeril naprej, torej proti Padovi. Padova je bila seveda na meniju družine de la Scala, Cangranteja, ampak Henrik je seveda tako kot že tolikokrat prej menjal zaveznike. In seveda v tem smislu je hitro našel podpornike, tudi cesar je bil
za to in tako je seveda Henrik prišel do Padove, jo zasedel in seveda za kratek čas, torej nekaj let do svoje smrti, tudi obdržal v svojih rokah. Torej, gledajte, v tem trenutku je goriška posest segala do Padove. Torej, bila je ogromna in če bi se to obdržalo, potem bi seveda zgodovina našega prostora bila popolnoma drugačna. Namreč, kaj je pomenilo, da se je goriška posest tako razširila? Predvsem to, da je seveda zdaj Henrik imel dostop do nekaterih najpomembnejših italijanskih krajev, da je seveda nadzoroval tako Benetke kot Oglej, kar seveda ne enemu, ne drugemu ni bilo všeč. Torej, ne beneški dož, ne oglejski patriarh nista bila navdušena. Poglejte, hkrati pa je treba povedati, da je Henrik zelo dobro skrbel tudi za svoje posesti na področju Slovenije, predvsem na področju Krajinske in pa Istre. In tukaj vam bom zdaj pokazal nekaj teh posesti, torej tistih posesti, kjer še lahko danes ali pa seveda na kakem Valvazorjevem delu vidimo prisotnost goriških. Recimo grad Gradec, to je ena od številnih posesti bila. Potem imamo Hmelnik, bolj bogem stanju. Tudi to je ena od posesti. Potem imamo grad Mehovo, tukaj po Valvazorju. Potem grad Prem, zelo zanimiva zgradba, lahko vidite, tukaj še danes stoji, lepo obnovljen, v smislu neke take, bomo rekli, že italijanske vile, vidite to ložo, balkone. Torej, teh gradov je ogromno, se lahko vidite. Žužemberk tudi, torej zelo daleč na Krajinsko je segal Henrikov vpliv. Pa potem Branik na Primorskem, potem Krasan v Istri, danes na Hrvaškem, potem Kožjak, bolj malo ostalo od tega gradu, potem Momljan tudi v Istri, pa Šumberk, del gradu se še vidi, potem Kromberk, ta seveda je lepo restauriran, potem bil v času renesanse, kot veste, danes muzejnot, pa potem seveda Stara Soteska, torej na območju Bele krajine, pa potem Gornji Mokronok, pa Gutnik in tako naprej. Glejte, teh gradov je bilo ogromno. Vsak grad je pravzaprav svojo posest nadzoroval in v vsakem gradu je živel upravnik, torej nekdo, ki je bil seveda odgovoren za upravo gradu in posesti. Ponavadi so bili to ministrijali, tako so se imenovali, ali pa recimo grajski grofje, to je sicer v našem prostoru bolj redko, v nemškem je bilo to seveda bolj pogosto. In zelo pomembno je bilo, da je ta posest, ki so jo upravljali, jim bila dana tem plemičem le v upravo. Bili so pa plemiči. Kaj je to pomenilo? Da so seveda morali biti zelo, zelo zvesti svojemu gospodarju, v tem primeru goriškemu grofu, ker sicer bi jim to lahko vzel. In recimo vsakokrat, ko je eden od teh ministrijalov umrl, se je moral njegov sin zelo, zelo bati, ali bo to posest dobil v upravo, ali jo bo seveda lastnik, v tem primeru goriški grof, dal komu drugemu. In zgodba teh posest je seveda
zelo, zelo zanimiva in pravzaprav cele družinske usode so vezane na dobro ali slabo voljo seveda goriških grofov v tem primeru. Imate krasno knjigo Štihovo, ki o tem govori predvsem na območju Istre. Metlika, mesto Metlika je seveda bilo središče tako imenovane slovenske marke, ki so ji Goričani vladali že nekaj časa. Tu vidimo grad, v ozadju je pa komenda križevniškega, torej križevnikov, tukaj pa grad. Podoba je sicer iz Valjeva Zorja, torej precej kasnejša, ampak vendarle saj imena teh krajev so nam znana. Rožek, potem Lož, tudi lahko vidite, Višnja Gora, torej kraj, danes v glavnem na Dolenjskem, tedaj je to seveda bilo vse skupaj pravzaprav Krajinska, ampak ta južni del Krajinske, ki mi pravimo Dolenjska, tukaj lahko seveda še eno ime uporabimo, torej slovenska marka ali pa če hočete slovenska grofija, mejna grofija. Torej Albert II. Je umrl leta 1323, ni bil star, zapustil je sina, ki je bil mladoleten in ki je bil poročen sicer bolj nominalno kot realno z Elizabeto Hesensko. Torej Hesen je seveda pomembna nemška kneževina, danes seveda pomembna nemška dežela. Če ne veste, kje je Hesen, to je Frankfurt, pa malo severno gor. In dejstvo, da se je neka hesenska vladarska hiša, ki sodi vendarle med najpomembnejše v Nemčiji, zanimala za goriškega grofa, torej sina goriškega grofa, kaže, kako zelo velik vtis je naredil Henrik II. Z svojimi osvajanji. Lahko bi rekli, da tako kot je on razširil svoja ozemlja, jih je redko kateri drug vladar v tistem času, torej govorimo o hitrosti in seveda tudi o času. Ampak problem je bil seveda v tem, da je Albert II. Bil še zelo mladoleten. Njegova pravzaprav oblast je bila omejena strani strica, torej Ivana Henrika IV. In pa njegove matere. In ko je umrl Albert II., vidimo 27. leta, je zavladal njegov stric, ki je bil pa poročen z Ano Habsburško. Torej, gledajte, če tukaj naredimo nekaj spet primerjav z celjskimi grofi. Celjski grofi seveda v tistem času niti približno še niso bili tako daleč, da bi se poročali z tako visokimi družinami, kot so se goriški. In poglejte, mi smo seveda v času, v prvi polovici 14. stoletja, kar pomeni, da so Habsburžani očitno smatrali goriške grofe in to recimo mlajšo linijo, manj pomembno linijo za dovolj seveda vplivno, dovolj pomembno, da so se z njo poročali. Torej, ta vpliv, ki ga je imel Henrik II. Za svojimi osvajanji, je Goričane močno dvignilo. Torej, njihov ugled je postal izjemno močan, zelo velik, predvsem pa seveda je to treba jemati skupaj z zgodbo o tem, kako so seveda njihovi bratranci na Tirolskem ravno v tem času izgubili seveda svojo moč. Torej, v istem času je Margareta, spomnimo se, je morala pripustiti seveda skoraj vsa ozemlja, razen Tirolsko, Habsburžanom, ki pa so seveda po drugi strani se poročili, torej eno od svojih žensk z Ivanom Henrikom. Zakaj?
da bi seveda na dolgi rok si tudi to ozmočje, to ozemlje zase zadržali. Torej, ta par je imel, kot lahko vidite, veliko otrok. Torej, trije fantje so bili, ki so vladali goriški grofiji. Torej, najprej Albert III., potem sočasno z njim vlada tudi Henrik V. in pa Meinhard VI. To je ena zanimivost. To so bili trije brati, ki so po smrti svojega očeta, vidite, leta 1338 je umrl, torej so po smrti njegovi vladali zaporedoma in skupaj. Torej, nenavadno. Redko kdaj bi seveda trije bratje tako vladali, ampak tako je bilo potrebno, ker so bili vsi zelo mladi. In lahko vidite, da šele najmlajši, torej Meinhard VI., na koncu vlada sam, torej zadnjih 20 let. Prej pa imamo eno tako trojno vlado, kar je seveda hudo redek primer, predvsem redek zaradi tega, ker med temi brati ni bilo neke posebne ljubezni. In to je pravzaprav tista točka, na kateri se lahko reče, da se goriški grofje začnejo seveda poslavljati od svoje pomembne vloge. Če seveda začnemo z Albertom III., Albert je leta 1339 postal palatinski grof Koroške. To je dogodek, ki seveda zasluži nekaj širše obravnave. Samo nekaj let prej, 6 let prej, je Koroška pripadla Habsburžanom. Torej, takrat so Habsburžani tirolski veji goriških grofov odvzeli Tirolsko. Zakaj so se odločili, da jo bodo dali v upravo Albertu, ne vemo. Morda zaradi tega, ker so skušali na nek način to vejo privezati nase, morda zaradi tega, ker so verjeli, da bodo s tem dobili dobre upravitelje, kakorkoli že, ko ena veja Goričanov izgubi kontrolo nad Koroško, jo vsaj malo, vsaj formalno prevzame druga veja. To, kar vidite, vsi poznate. To je vojvodski prestol. Vi veste, da je seveda po ustoličenju na Knežjem kamnu novopečeni vojvoda se usedel na eno stran tega prestola, njegov falški grof, palatinski grof, pa na drugo stran. In sta seveda delila pravico. Zdaj pa, ker seveda vojvoda Habsburžan, v tem primeru ni bil vedno prisoten, je seveda tisti, ki je dejansko vodil to območje, torej Koroško, bil palatinski grof. Od njega seveda postavljen. In še nekaj. Vloga palatinskega grofa ni bila seveda samo vloga nekega upravnika, pač pa je palatinski grof imel tudi to pravico in dolžnost, da je sodeloval pri ustoličenju. Ustoličenje karantanskih knezov in kasneje koroških vojvod, ki je vse do sredine 15. stoletja potekalo po nekem starem obredu v slovanskem jeziku, je seveda nekako vsebovalo tudi posebno vlogo, ki jo je moral odigrati palatinski grof. On je bil pravzaprav tisti, ki je novega vojvodo, novega deželnega kneza posadil na ta
kamen, in potem se je seveda vrstil obred naprej. In kar je seveda zelo pomembno, Habsburžani so očitno bili zadovoljni z goriškimi grofi v tej vlogi in do konca goriških, torej mi smo zdaj v prvi tretjini ali pa prvi polovici 14. stoletja, torej do leta 1500 so seveda Goričani obdržali ta položaj. Torej bili so palatinski grofi do svojega izumrtja. In seveda to je zanimivo. Zakaj je zanimivo? Konec koncev, ko smo mi zgodbo začeli, so bili goriški posestniki na Koroškem. Potem se je seveda ta koroška dediščina zmanjšala, pa zvečala, pa so šli na Goriško, pa so šli na Tirolsko, potem so s Tirolske nazaj zasedli Koroško in ko so jo v celoti izgubili, so po drugi strani postali upravniki te dežele in to ostali skozi 150 oziroma še malo več kot 150 let. In to je seveda zelo, zelo pomembno, ker nam kaže, da je seveda se zgodba, ko se je začela vendarle zaključevati za goriške grofe, mislim predvsem v smislu njihovega pomena, se je ta zgodba vendarle vračala k svojemu izvoru, torej na Koroško. Tukaj pa se zdaj seveda srečamo z celjskimi grofi. Torej imamo grofovsko diplomo, torej zdaj šele so Celjani postali grofje. Torej so bili zdaj izenačeni z goriškimi kolegi, ampak seveda Goričani so imeli vmes, seveda že ne vem koliko rodov ta goriški grofovski naziv, zdaj seveda še palatinski grofovski naziv na območju Koroške in zdaj šele pride Celjani zraven. In zakaj to posebej omenjam? Ker seveda zdaj pride tudi do prve v nizu porok med obema družinama. Torej, celjski in goriški grofje zdaj postanejo seveda zanimivi drug za drugega. Razlogov za to je bilo seveda precej. Torej, vidite, leta 1353 se je Albert III. Poročil s Katarino Celjsko. Torej, gre za seveda pomembno zgodbo, ker imamo s tem pravzaprav dve, poleg Habsburžanov, največji družini na našem območju, ki skleneta medsebojno zavezništvo preko te poroke. In to seveda ne smemo pozabiti. Očitno so tako Celjani kot Goričani vendarle razumeli vso to prijateljevanje in pa dobrikanje strani Habsburžanov, kam naj bi to vodilo, in ti dve družini se zdaj v večjih rodovih povežeta z jasnim namenom, da ohranita svoje posesti proti Habsburžanom. To je bilo nekaj, kar seveda na končni fazi ne uspe, to vemo, ampak lahko vidimo, da so vsaj nekako iz sredine 14. stoletja naprej oboji to poskušali. In to seveda do te mere, da je pravzaprav to območje vendarle dolgo časa ostalo v posesti družin, ki so izhajale od tod, ne pa seveda, da bi postalo Habsburško, kar sicer na koncu je, ampak vendarle. Torej, Henrik V., ki vlada sočasno z obema bratoma, je tu bolj postranska figura, umre pravzaprav prvi med brati, torej njegov starejši brat umre 3 leta za njim, medtem ko najmlajši pa umre seveda še veliko
kasneje. Torej, Meinhard VI, je tisti, ki seveda je najbolj pomemben od vseh treh bratov. Pomemben seveda zaradi številnih dogodkov, na katere je seveda vezan, in pa tudi na to, da mu ne uspe ena zelo, zelo pomembna stvar. Torej, ko Margareta stoji ob zidu, pritisnjena ob zid, torej Margareta Tirolska, je Meinhard seveda sklenil, da ji bo pomagal, da bo seveda on tisti, ki bo podedoval Tirolsko, ampak mu ne uspe. Pa ne zaradi tega, ker bi bili Habsburžani tako zelo močni, ne. Namreč ostala dva Meinhardova brata ga pri tem nista podprla. Jaz sem rekel, bratje so vladali skupaj, ampak nažalost so vladali bolj drug proti drugemu, kot pa drug z drugim. Drugemu so, kot se lepo reče, v zelje hodili in zaradi tega Meinhard ni mogel zbrati dovolj vojakov in denarja, da bi seveda lahko se boril za dediščino, do katere je bil pravzaprav upravičen. Konec koncev gre za isto družino v dveh vejah. No, če seveda slučajno koga zanima, kaj se je vmes dogajalo s temi italijanskimi posestmi, seveda Goričani so jih morali opustiti. Enostavno so bili ti fantje ob seveda smrti očeta, pa še prej starega očeta, premladi, da bi lahko v to posegli. In tako pravzaprav jim ostane ta furlanska posest, Istra in pa seveda na drugi strani slovenska Marka. Na tej točki bomo za danes nehali. Še eno predavanje imamo, v katerem bomo zadnje Goričane pač pripeljali do konca in potem seveda pustili Habsburžane, da podedujejo to, kar so zapustili za seboj. Hvala lepa, pa čez en teden se spet vidimo.